Kva bi bilo kul, če bi jaz enkrat nastopil na TEDx Ljubljana dogodku. Dobrodošli ponovno po dolgem času na kanalu Jecljam. Vem, da me že kar nekaj časa ni bilo gor na YouTubu, saj sem kolikor toliko aktiven na TikTok kanalu. O čem bom govoril danes? Danes bom govoril o mojem prihajajočem nastopu na enem zelo pomembnem dogodku. Začnimo. Zdaj tisti, ki me spremljate na socialnih omrežjih TikTok, Instagram, ste že videli oziroma ste že verjetno tudi malce mimogrede videli, da sem letošnji drugi govornik na TEDx Ljubljana dogodku. Kako so me sploh priporočili za ta dogodek? Ja, v procesu zbiranja jim je nekdo poslal mail, me priporočil in tako se je začel proces zbiranja vseh kandidatov. Na začetku sem šel na informativni razgovor, da smo nekako videli, če imamo skupne cilje oziroma če bi bila moja tema oziroma moj pogled na mojo temo njim okej. Prvi krog je šel mimo, nato smo imeli še en krog razgovora, ker so seveda te govornike zelo zmanjšali. Na koncu pa sem bil presrečen, ker sem izbran za letošnjega govornika na TEDx Ljubljana dogodku. Zakaj? Ker preden se je začelo vse to odvijati, sem si sam pri sebi mislil, kva bi bilo kul, če bi jaz enkrat nastopil na TEDx Ljubljana dogodku. Evo, ne vem, a je to neka pozitivna energija, ki jo dajam, ali enostavno nekako se je to vse skupaj poklopilo. In evo ga, bom bil letošnji drugi govornik po vrsti na TEDx Ljubljana dogodku. Imeli smo že kar nekaj vaj, pa tudi pred samim finišem oziroma pred samim nastopom na tem dogodku bomo imeli še zadnjo vajo. Te vaje niso kar tako. TEDx Ljubljana ima zelo dobre ljudi, ki se ukvarjajo samo z nami, z govorniki. Tako da imamo od takih, ki so fokusirani na body language, torej na telesno govorico, potem na samo vsebino, lektorji itd. itd. To je kar celotna ekipa, ki si jo sicer lahko gledate na njihovi spletni strani, ki skrbi, da vse poteka nemoteno oziroma bo potekalo nemoteno na samem dogodku. Dogodek se bo odvijal v soboto 21. maja, torej 21. 5. 2022 na Litostroju. Zdaj, kar se tiče vstopnic in tako naprej, vam bom jaz dal spodaj v opisu videa link, pa si dajte kaj več tam pogledati. Pa še to, po končanem dogodku grem na zaslužen dopust, po dopustu, torej junija, pa se začne polno dogajanje, kar nekaj novih stvari na tem kanalu Jecljam. Lepo se imejte.